Torej, pozdravljeni, cenjeno občinstvo, cenjeni razpravljavci, tokratnega omilja, ki smo ga naslovili konkurenčnost Evropske unije in premoščanje inovacijske vrzeli. Razpravo bomo sicer sredili predvsem okrog zadnjih dogajanj in odzivov na ta dogajanja v drugih državah, ko je novi predsednik ostro posegel v delovanje institucij na polju znanosti in pa visokega šolstva. Zadeve so se zgostile zadnje tedne, predvsem okrog carinske vojne, analitiki pa opozarjajo, da gre predvsem za poskus nove definicije odnosov globalnih ekonomskih in geopolitičnih odnosov, celo več. Pišejo, da gre in pa razmišljajo, da gre morda za novo ekonomsko paradigmo, ki bo seveda pustila sledi na celem svetu. O tem se sprašujemo o možnostih, ki se nakazujejo v Evropi in seveda tudi v Sloveniji, kako usmerjati svoj intelektualni potencial, kako ukrepati, predvsem pa kako spodbuditi razvoj inovacij, ki so kondicija nekaj prihodnega razvoja. Tu razprava poteka na enem najbolj propulzivnih inštitutov, Slovenski inštitut. Probleme pa bodo odstirali dobri poznavalci. To je profesorica doktorica Damjana Rozman z Medicinske fakultete, dr. Jure Gašparič, državni sekretar na Ministrstvu za visokošolsko znanost in inovacije, docent dr. Matjaž Nahtigal, profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in profesor dr. Gregor Anderluh, ki je pa direktor inštituta in nas danes tudi. Dr. Nahtigal, ali lahko vi nekoliko zaobjamete in pa osvetlite dogajanja, ki utegnejo imeti vpliv na mnoge strukturne politike, tako v Evropi, Sloveniji in seveda tudi širše po svetu? To, kar sem v uvodu povedala, ali pa nakazala. Najprej hvala za povabilo, veliko veselje in čast mi je, da lahko sodelujem na tako imenitnem panelu v okviru Kemijskega inštituta, ki ste sami povedali enega najbolj propulzivnih, inovativnih inštitutov raziskovalnih v Sloveniji in tudi širše v evropskem in svetovnem prostoru. Zato mi še toliko večja čast, da smo lahko tukaj z vami. Predvsem sem tukaj zato, da se jaz učim od vas in da skupaj staknemo glave. Dogodki in procesi, ki potekajo v teh mesecih izjemno intenzivno, so se nakazovali, mislim, da že leta, desetletja. Prvi kakšni vzgibi so verjetno se kazali neko kakšno protiznanstveni refleks, ki se vznika po svetu celo v najbolj razvitih državah, verjetno v času COVID-a in potem te proticepilske gonje, ki se je pojavljala, ki je tudi usmerjena proti zaupanju v znanost, raziskave, institucije, javne politike, tako da tu samo se še poglablja pravzaprav ta refleks. Kako se hkrati človeštvo se bo soočalo oziroma se sooča z najbolj kompleksnimi, z najbolj zahtevnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, množice konfliktov po svetu, zeleni prehod, je res veliko vprašanje, ki zahteva mnogo močnejši pravzaprav voditeljske sposobnosti vseh najbolj propulzivnih držav sveta. Tega v tem trenutku izjemno primanjkuje. Vidimo, da se ustvarjajo nove družbene koalicije, ki jih doslej pravzaprav nismo bili vajeni, tako da vse to nedvomno postavlja vprašanje ali pa dileme, izzive za vse odločevalce, načrtovalce politik na mednarodnih ravneh, kako tudi na nacionalni. Jaz bi v tem smislu, v smislu uvoda bi samo na začetku poudaril, da inovacijska vrzel med EU in verjetno ostalimi naprednimi deli sveta sicer ostaja, vendar pa ob tem ne smemo pozabiti, da je Evropska unija, evropske države, evropske univerze in regije so na nekaterih področjih vodile v svetu, tako da znotraj Evropske unije poteka izjemno veliko aktivnosti, izjemno veliko tehnoloških dosežkov na področjih, ki si jih včasih sami pravzaprav podcenjujemo ali premalo poznamo. Tudi Draghijevo poročilo v tem smislu je nekoliko zavajajoče, saj upravičeno izpostavlja pomanjkljivosti evropskega znanstvenega raziskovalnega prostora in celovitega prehoda na obnovljive vire, na bolj trajnostni razvoj, bolj uravnotežen razvoj, vendar pa so tu področja, kjer so evropski, kot rečeno, inovacijski indeksi pravzaprav v svetovnem vrhu. In mislim, da je potrebno pravzaprav, da je ta inovacijska vrzel ali pa izziv tako v evropskem, kot bi moral biti tudi v ameriškem in drugih prostorih, kako pravzaprav razširiti dostopnost, dobrobiti do vrhunske znanosti, vrhunskih dognanj,
in jo deliti s širšim delom lokalnega gospodarstva, lokalnega prebivalstva, lokalnih družbenih skupin in da se tukaj pravzaprav dela ta vrzel med privilegiranim in naprednim pravzaprav elitnim delom znanosti, tehnologije, financ, ki se močno koncentrira in na drugi strani pušča dobrobiti širše družbe pravzaprav nekako izločenih s te dobrobiti. Tako da je pravzaprav bi morali povečati pravzaprav prehod, pretok informacij, znanj, dobrobiti v tem smislu in recimo ta sedanji refleks ameriški gotovo odpira tudi priložnosti za evropski prostor, ne nazadnje veliko evropskih znanstvenikov deluje v vodilnih elitnih svetovnih inštitucijah, vendar pa tako za znanost velja, jaz mislim, da tukaj ne bo možno delati nekih kratkoročnih, improviziranih rešitev. Znanost potrebuje svoj mir, potrebuje svojo stabilnost, seveda mora se tudi znati odzivati na priložnosti, ki se v tem trenutku definitivno odpirajo. Tukaj so nekatere evropske univerze že izjemno proaktivne, francoske, nizozemske, angleške in tudi mi bomo gotovo tudi v Sloveniji staknili glave in iščemo priložnosti, niše, vendar pa en takšen način, ki bodo pravzaprav tudi povečali pretok znanj, priložnosti tudi za slovenski znanstveni raziskovalni prostor, da bi lahko prispeval najprej k slovenskemu nacionalnemu, tehnološkemu, znanstvenemu, splošnemu družbenemu razvoju, potem v evropskem smislu in pa tudi globalno. No, omenili ste Dragija prej, ki so to poročilo o razvoju. V začetku so še kar bili odzivi nam, potem je pa kar se to nekako porazgubilo, čeprav on na nek način že opozarjal na te stvari, ki se zdaj dogajajo. Da bi, kaj, dr. Gašparič? Kako vi doživljate recimo te pretrese z področja znanosti, visokega šolstva in razvojne? Hvala lepa za vprašanje, bom kar nadaljeval tam, kjer je našega končal. Najprej lep pozdrav vsem in tudi jaz se pridružujem besedam, ki jih je kolega uvodoma omenil. Vse priznanje Kemijskemu inštitutu in direktorju, ne le za ekscelentno znanstveno delo, ampak tudi za tovrstne dogodke, kakršen je današnji teden pravzaprav Kemijskega inštituta in naslavljanje tovrstnih problemov in deljenje teh problemov s širšo javnosti. Zdaj, ker zadeva situacijo tukaj in zdaj, jaz sem mogoče malo boljše mnenje o Dragijevem poročilu, čeprav se strinjam načeloma s to kritiko. Dragijevo poročilo pravzaprav za iskreno povedano, veste, se to ni Dragijevo poročilo, tako ga imenujemo, saj ga ni on sam napisal. Če gledate vsebino poročila, pa če primerjate dokumenti, ki so v zadnjih letih prihajali iz komisije, se precej jasno vidi, da je pravzaprav to neka diagnoza, ki jo je podala Evropska komisija. Nazadnje je tudi naročila Evropska komisija. Da je letino poročilo predhodnice neke sorte Dragijevega poročila, to je naročilo belgijsko predsedstvo, zato je mogoče bilo manj odmevno. Dragijevo poročilo pa vendarle je neko ozadje tega, kar se zdaj dogaja. Vsi dokumenti, ki nastajajo zdaj od kompasa konkurenčnosti do velikega sklada za konkurenčnost, vseh teh razmišljanj znotraj EU, ki smo zdaj priča, pravzaprav temeljijo na Dragijevem poročilu, ki po mojem dobro diagnosticira stanje, se strinjam z mnogimi brzeli, ki jih ne definira, ravno tako pa jaz mislim, da vendarle predstavlja nek temelj, na podlagi katerega se lahko razvijamo. Če mene vprašate, dve ključni stvari sta, na katero opozarjam, mislim, na marsikaj opozarjam, ampak ena izmed teh stvari je prevelika fragmentacija znotraj EU, vendarle je to skupnost številnih držav članic, odločevalski proces je neskončno dolg. A mislite po državah, ker je to do držav, vsaka ima svoje. Pa ne samo po državah, tudi znotraj držav, in s tem povezana hitrost in količina blaga. Mislim, da konkretno omenja telekomunikacijske operaterje, v ZDA so 3 ali 4, v Evropi jih je 400. Zdaj, pogledajte, koliko budžeta ima recimo samo slovenski telekom in seveda lahko precej investira recimo v 5G, ampak množite to z 400, pa boste videli, kakšna masa denarja je to in kako hitro se lahko oni odzovejo na karkoli. To sami izgradijo nuklearno, da bo napadla recimo nove modele umetne inteligence. To je pravzaprav prva vezava in s tem povezano je pravzaprav tudi to, s čimer se zelo strinjam, kar je kolega Nahtigal omenil. Problematika dostopnosti tega, v kar investiramo, širšim množicam in širši družbi. Če počnemo to tako, kot počnemo v Evropi, če to cesto iz znanstvenih laboratorijev, iz polic
znanstvenih laboratorijev do družbe počnemo na naš način, je dolgotrajna, mora biti nismo konkurenčni, izgubljamo, ampak vendarle prihajajo potem proizvodi, rešitve do širše družbe. Ne? Če počnemo to tako, kot počnejo, oziroma če bi počeli to tako, kot počnejo on stran Atlantika, bo lahko nekaj korporacij samih zelo hitro in zelo enostavno razvijajo neke rešitve, potem seveda si ne delajmo utvar, da bodo te rešitve kar naenkrat dostopne vsem za boljšo dobrobit. Ja, pa se nam bomo o tem, da tudi govorili, kakšna specifika znanstvenega dela, in da tudi, da niso zadeve tako zelo hitro. Se pogledajte, recimo, ne vem, kvantna tehnologija, 100 let smo čekali, da smo prišli do tega, kvantnega... No, ja, to je to. No, mislim, ampak gre za to, mislim, da so to stvari, ne tako enoznačne, ampak imajo svojo specifiko, kakorkoli. Ja, vsakim primeru, ampak kar zadeva, ko bom rekel, samo odnos do znanja, do znanosti, to je pravzaprav bilo vaše začetno, inicialno vprašanje, povezano s tem, kar se dogaja. Tukaj pa jaz nisem tako zelo pesimističen, zlasti ne znotraj Evrope. To kažejo razprave na bruseljskem parketu, to kaže na zadnje Varšavska deklaracija, ki je bila sprejeta, kjer so vsi ministri za znanost znotraj EU, vseh držav članic se zavzeli za samostojni program obzorja Evrope, in to pravzaprav bo dejstvo, veste, da so bile ideje, da bi se utopil v nekem velikem skladu za konkurenčnost, če smo se vsi bali, kaj bi potem bilo s klasično znanostjo, ali bi počeli potem res tako kot v ZDA ali na Kitajske. To se ne bo zgodilo. Jaz mislim, da tukaj vendarle se zavedamo pomena stabilnega in predvidljivega sistema in vlaganja v znanost na celotni skali TRL-ja, kot ji rečemo, od bazične znanosti tja naprej. Sej, to je naš problem, tudi zaradi tega smo počasnejši, zaradi tega izgubljamo konkurenčnost, ker, bom rekel, ohranjamo ta vzorec. Ampak vzorec on general se mi zdi v redu, da pa je potrebno, bom rekel, marsikatere adaptacije in popravka, da bo ta pot hitrejša in enostavnejša, s tem pa se zelo strinjam. Ampak če bomo mi, bom rekel, se osredili samo na tekmo na področju umetne inteligence, vse resurse usmerili tja, na vse drugo pa pozabili, potem lahko pozabimo na napredek. Večkrat povem anekdoto, ko je britanski premier Baldwin vprašal Lorda Faradaya, pa kaj bo tebi ta elektrika? Mislim, to je ogromno resursov potrebuješ za razvoj tega, ampak kaj pa bo, komu pa bo to koristilo in zakaj in kako? Pa rekel, nekoč bo en tvoj naslednik pa mogoče od tega pobiral davke. To je znana anekdota, ampak je, mislim, zelo signifikantna. Profesorica Damjana Rozman, vi ste seveda s področja zdravstva. Zdravstvo je na nek način vedno v ospredju vseh problemov, vseh zahtev, vsega, kar je. A se tu bi omenila mogoče to, ker smo prej govorili, kar je ameriški predsednik zarezal zelo ostro v budžet nacionalne zdravstvene organizacije. Mislim, dokaj pomembno je, da je recimo, to je ogromen budžet, bil 12 milijard, ampak gre za to, da je Amerika 99% zdravil je pač ona registrirala. In tu oni pravijo, da so, hkrati imajo pa, recimo, sveste, tu so tudi raziskovalci, ki vedajo recimo na teh, ker pobirajo velike kohorte ljudi, bi se raziskovalci, da potem pridejo do nečesa. In tu se zdaj lovi. Ja, najprej, tudi jaz bi se lepo zahvalila za povabila, Zdaj, Kemijski inštitut, jaz prihajam že univerzo v Ljubljani medicinske fakultete, imamo zelo lepo sodelovanje s Kemijskim inštitutom na več področjih. In seveda tudi smo veseli vsakega uspeha. Zdaj, mogoče bi jaz malo popravila, jaz nisem področja zdravstva, ampak bolj medicine, biomedicine. In res je, da mi zelo natančno tudi spremljamo, kaj se dogaja v ZDA.
Jaz mogoče še malo z osebne plati, ker sem tudi sama kar nekaj let preživela tam in imam stike z določenimi kolegi univerzami in moram priznati, da pravzaprav ni še čisto izoblikovano mnenje. Eno je res, da je predsednik Trump mislite nacionalnih agencij ali recimo... Samo povedati, da predsednik Trump je veliko rezov naredil. In kar beremo mi po teh ameriških medijih, pravijo, bomo morali toliko ljudi odpustiti, tukaj toliko ljudi odpustiti tam. Ampak jaz mislim, da je to zaradi nekih vihar in da mi čisto natančno posledice ne moramo predvideti. Ker tudi, ko jaz kolege svoje ameriške vprašam, tiste, ki imajo NIH projekte, verjetno imajo srečo, ampak zaenkrat mi še nič ni izgubil. Tako da je zdaj ta medijski nekako vihar, kot jaz temu rečem, je mogoče vseeno ničkeno drugačen, kot je realna slika. Seveda je pa res, zdaj ta FDA, ameriška agencija za hrano in zdravila, oni res registrirajo glavnino zdravil na svetu. Treba je pa vedeti, da je njihov postopek registracije drugačen, ker številne od teh zdravil potem v Evropi pa niso registrirane. Ker mi imamo vendarle v Evropi malo višje normative za registracijo zdravil. To je prva stvar. Druga stvar pa je, da če bi številčno pogledali, Amerika je seveda ogromno vlagala, ampak pri njih ne vlaga samo vlada. Pri njih je ta donatorski sistem izjemno močen. In pravzaprav kakšnih podatkov, koliko denarja v biomedicinskih raziskavah je od donatorjev, koliko je pa iz javnih sredstev, pa zelo varira. So določene ustanove, ki imajo več kot pol denarja zgolj iz donatorstva. Pa so potem oni bolj senzibilizirani na to reč, mislim, na ta vidik, donatorstva. Zagotovo se mi zdi katastrofa, kar se zdaj dogaja v Ameriki. Zelo sem presenečena, tudi razočarana, ampak te tendence, da se znanosti ne daje pravega pomena ali pa da se mogoče celo določene stvari razume tako, kot jih v Evropi ne razumemo. Recimo 30 let nazaj so določene države, južni del Amerike, je bilo prepovedano učiti darwinizem. To je bilo 600 stoletje, ni bilo še 21. Ampak to nekako v Evropi je malo težko, da bi se tako dostavili. Tako da nekako se mi zdi, da ne grejo zdaj stvari v Ameriki v pravo smer, ne bi si pa upala trditi še za enkrat, kakšna katastrofa zdaj to bo. Mogoče ne bo grozna katastrofa, bo pa sigurno upočasnilo ZDA in mogoče dalo v Evropi priložnost. Začepila se več članek v Nature, ker so naredili nek model in pravijo, da bo v primeru manjkanja teh globalnih zdravstvenih sredstev se lahko v naslednjih 15 letih, da bo lahko umrlo 25 milijonov ljudi. To so mogoče malo pretirane številke, ampak ne vem. To so modeli, ki kažejo recimo nek prihodnji razvoj. Ja, zato mi živimo v času, ko smo že ves čas celotna svetovna populacija, smo neke vrste eksperimenta. COVID je bil eksperiment, zdaj tole, kar se dogaja v ZDA je spet eksperiment. Jaz mislim, da je težko napovedati, noben model tega ne more napovedati, ker mi moramo počakati vsaj eno leto, da bomo videli, kaj dejansko je. Teh posledic, nekih rezov ne občutiš takoj, občutiš jih mečko za odlogom. In koliko bo manj zdravil registriranih, mislim, da po enem letu bomo to lahko presojali. In po enem letu bodo te modeli, ki jih zdaj izdelujejo, dosti bolj realni. Zagotovo pa to ni dobro, moramo pa vedeti, da morda je to priložnost za Evropo. Smo zelo razcepljeni oziroma številne države, in tukaj mislim, da tudi mi v Sloveniji, ki smo sicer omejitni, ampak imamo izjemne kvalitete, bi mogli iz tega, kar se v Ameriki dogaja, potekati plus. Zdaj, če še malo svetovno pogledamo Kitajci, na primer. Zdaj, Kitajci niso več nek tak wow postali za Evropo.
Kitajska je izjemno veliko denarja vložila v svoje raziskave, sicer mi beremo o tehniki kot o biomedicini, ampak Kitajska je toliko večja kot od ZDA, da morda bo pa zdaj to svetovno razmerje postavilo čisto drugače. Ja, profesor, ste direktor, kako zagovarjate ali pa pojasnjujete hvalo, ki so jo izrekali vaši kolegi, pa tudi javnosti, sama, ki se predstavljate javnosti, tudi slišim ali pa berem, da ste eden najbolj propulzivnih inštitutov, kako vam je to uspelo? Dobar dan, tudi z moje strani in seveda najlepša hvala vsem udeležencem, da ste prišli na to razpravo, ki se mi zdi zelo pomembna in tudi za te lepe besede, ki smo jih bili deležni. Jaz mislim, da je to rezultat enega vztrajanja pri tem, da izpostavljamo odličnost, da zagovarjamo neko odlično znanost in odlične raziskave, da krepimo te raziskovalne skupine, ki to izvajajo na inštitutu, da imamo tudi neko tako dolgoročno zavezanost k postavljanju dobre znanstvene raziskovalne infrastrukture, na kateri lahko upravljaš tako raziskovalno delo, kar je seveda z leti potem rezultat bil tak, da so se potem odlične raziskave izvajale neki dosežki dosegli. Ja, pa največ tudi teme, ki jih ste fokusirali, so? Tudi seveda teme so aktualne, v bistvu svojo strategijo pokrivamo večino najbolj perečih družbenih izzivov, predvsem pa zelo dobro tudi vse strategije na evropskem nivoju, na slovenskem nivoju, katerikoli področje pogledate, zeleni prehod, zdravje, okolje, se lahko z našimi raziskavami prispevamo. Pa to mislim, da na globalnem nivoju, ne samo recimo v celem zdravstvu, ne samo. Moramo to prejiti iz tega razmišljanja Slovenije. Mi smo del Evrope, treba je ta pogled imeti, predvsem pa tudi globalno. Seveda, mi prispevamo globalno skladnico znanja, tako da iz nje tudi črpamo pri svojih raziskavah in razvoju inovacij in tja noter tudi. Znam se neki dan, že to imate laično, javnost pa bi moramo še toliko bolj ozavestiti. Recimo tudi na osnovi nekaterih preteklih minulih dejanj. Ker, pogledajte, tu bi samo omenila, ker to ste vsi rekli, da je na nek način zdaj čas, da Evropska unija sproži to idejo, postati inovativna, svobodna, razvojna. Ampak skupaj, to je zlasti dr. Gašperčič omenil, ne da smo razklani, ampak pogledajte, zanimivo me tole, veliko se je začelo v te zadnje čase pisati, da bi morala EU, Evropska unija, sprožiti pobudo za sprejem ameriških raziskovalcev, akademikov, doktorskih kandidatov in tako naprej. In ravno ta način pišejo, pa to tudi dr. Gašperčič, vi ste zgodovinarji in to poznate najbrž, so pred 80 leti izkoristile Združene države, ko so ameriške univerze postale zatočišče za generacijo evropskih znanstvenikov. Recimo tam so odhajali, ali odšli Einstein, Fermi, Taylor, von Neumann, ki so potem delali razvoj jedrskih teh zgodb, na same Manhattan. In to vemo, kako se je potem ta zgodba odvijala. Ampak po drugi strani so pa postavili tudi temelje za predlagano Združenih držav v znanosti, ki je potem leta in desetletja cvetela. Recimo tu so družboslovci odšli Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Hanna, najbrž še katerja. In te so preoblikovali ameriške družboslovne in humanistične vede in tako na nek način oblikovali nek diskurs desetletij, kar je seveda na nek način forma mentis raziskovalcev in pa ljudi spremenilo.
Tako da mislim, da je tega pri nas mogoče malo premalo tega zavedanja. Da morate, recimo, ko so delali nekaj intervjuje s vašimi RC-ci, zanimivo, ker so oni povedali, so se recimo s teh naravoslovnih, da brez pomoči družboslovcev, da jim seveda ne bi uspelo, ker so jih družboslovci so jih naučili, kako recimo take stvari predstaviti. No, to je samo en tak primer. Ampak se mi pa zdi zanimivo, da je treba skupaj delati. In družboslovje, tehnika, žurnalistika in tako naprej. Zdaj, a ima danes Evropa priložnost, da konzumira to pohod teh izjemnih znanstvenikov? Kako je? Jaz mislim, da do določene mere da. Seveda so pa tukaj precej, bom rekla, tudi neke vrste, ne bi narobe razumeti kulturne razlike. Zdaj, v preteklosti je bilo tako, kot ste rekla, da smo Evropejci pridobivali več znanja, več izkušenj v ZDA, ker je bil razkorak med raziskovalnim okolju, ne mislim v Sloveniji, v Evropi na splošno, pa v ZDA je bil večji. Z leti, v teh 30-40 letih se je to stopilo. Ni več tako velikih razlik. Razlike pa so v tem, da Amerika je tako velika in oni so samozadostni. Njim ni nek izziv priti v Evropo. Marsikomu nam je bil recimo izziv priti v ZDA. Neki pozitivni, njim pa ne. Vsaj glavnini ne. Njim bi to predstavljalo številnim bolj kot neka postaja, začasna rešitev in tudi v finančnem smislu je zdaj vprašanje, so pričakovanja v ZDA drugačne, kot so pa možnosti v Evropi. So seveda izjeme, ampak za glavnino Evropa to velja. Vsekakor pa jaz mislim, da je treba odpreti vrata, je zelo podpiram to, ker Evropska unija rekla, da bo namenila, ne vem, koliko zdaj 300 milijonov ali koliko? 500 milijonov, sicer v prvi vrsti da bi odprla nove ERC projekte, spodbude bi bile potrebne seveda tudi še drugje, ne samo na ERC ravni, mogoče na podpori ustanov, ki bi bile pripravljene neke programe pripraviti in sprejeti. Tako da, jaz mislim, da bi bilo zelo pozitivno, če bi dejansko uspeli na nek način Američane pritegniti v Evropo in da bi jim predstavili to, da je to izziv, da je to nekaj, kar je v njihovi karieri pozitivnega. Se to pravi s kriteriji, ki veljajo tudi v Evropi, pri nas, odličnost. Doktor Gašperšič, aha. Da sem mislil. Ja, doktor Dahtigar. Mogoče, če se lahko malo vključim tole razpravo, kako pritegniti ameriške raziskovalce, znanstvenike v evropski prostor, je mogoče vseeno potrebno nekoliko dodati razumevanje, kaj je tisto, kar dela ameriški raziskovalni prostor tako zelo specifičen, poseben, tudi atraktiven vse do sedaj. In to je, niti niso sami materialni pogoji, tudi ne samo obseg sredstev, ki je primerljivo gotovo najvišji na svetu, v dolgem časovnem obdobju, pa če govorite z raziskovalci, se to malo poglobite, oni pravijo, da tisto, kar je najbolj ključno, ali pa tisto, kar jih najbolj privlači, da so pripravljeni delati in ustvarjati v ameriških laboratorijih, znanstveno raziskovalnih centrih, univerzah, je spodbuden prostor za ustvarjalnost. In tudi podpore, stalna, kontinuirana, sistematična podpora iniciativnosti, odprtemu prostoru in da lahko sami prevzamejo tveganje za svoje raziskave, projekte, da so lahko iniciativni, skratka imajo to široko avtonomijo pri raziskovanju, pri čemer nihče v njih ne terja takošnjih opremljivih rezultatov. In to je tisto, kar jih pravzaprav žene, da se lahko res posvetijo tistemu, kjer najbolj sami vidijo svojo priložnost znanosti v raziskovanju. In to je tisti prostor, ki je mogoče v drugih delih sveta, tudi v evropskem, preveč, še vedno administriran, preveč birokratiziran in omejuje pravzaprav to akademsko ustvarjalno svobodo iniциатиvo. In tukaj, predvsem za mlade ljudi velja, če bi razmišljali, kako jih pritegniti nazaj, predvsem pogoje,
In če govorimo o pogojih recimo za mlade raziskovalce, ker Nobelovce boste težko pritegnili k nam, ker za to ne bo dovolj pogojev, ne stanovanj, ne dostopa za družine in tako naprej. Tukaj moramo biti zelo realni. Če bi razmišljali o mladih ljudeh, ki so na začetku svoje raziskovalne poti, delajo zanimive projekte, ki so kompatibilni, recimo s projekti raziskovalnimi že, ki se izvajajo v Sloveniji, ki so tudi v kontekstu teh zanimivih raziskav, je potem potrebno tudi za slovenske mlade raziskovalce in raziskovalke ustvariti enako kakovosten prostor in za vse generacije raziskovalcev in raziskovalk. In tukaj zmanjšati administrativna bremena, togosti in odpreti ali pa sistematično podpreti iniciativnost raziskovalcev in jim zaupati, da bodo manj časa porabili za pisanje obrazcev, za administriranje in jim dati več podpore, da bodo lahko sami oblikovali svoje raziskovalne projekte. In s tem sprostiti inicijativo. Jaz mislim, da tisto, kar Evropske univerze v celoti manjka, slovenskim prav tako. In če bomo razmišljali, kako pritegniti ameriške raziskovalce, vedeti moramo, da so ameriške univerze globalne univerze, kar pomeni, da tam delujejo v vseh raziskovalnih skupinah, globalni timi. To niso samo ameriški raziskovalci, veliko evropskih raziskovalcev, veliko azijskih, ki so interdisciplinarno medsebojno povezani in to so tudi najbolj uspešne raziskovalne skupine. Skratka, gre za zelo kompleksen pravzaprav kontekst, v katerem delujejo, šele znotraj tega velja razmišljati. So osebne povezave, kot pravi Tekanja, ki lahko pritegnejo ki že lahko takoj pritegnejo recimo na osebnih ravneh povezavah, teh mrežah, ki jih že mnogi raziskovalci v Sloveniji premoramo. To je gotovo prvi pragmatičen korak. Za kakšne bolj sistemske korake pa potrebujemo tudi svojo nacionalno razpravo, kako strukturno okrepiti naše raziskovalne prizadevanja na čim višjo raven, tudi na tistih področjih, kjer mogoče v tem trenutku zaostajamo. Skratka, gre za precej bolj zahteven proces, kot je zgolj samo povabiti odpreti vrata. Vsi tisti, ki smo kdaj potovali v ZDA, Fulbrightove štipendije, vse ostalo vemo, če že sami potujemo v ZDA, kako je to zahteven proces, če imate družine, je še mnogo zahtevnejši, če boste si tukaj stvarali karierno pot še za daljše obdobje, to še mnogo bolj zahtevno, kot mogoče za krajše obdobje. Vse to je potrebno malo stakniti glave, videti, kaj je sploh realna možnost z podporo ministrstev, univerze, raziskovalnih inštitutov, da res lahko vidimo, kje lahko sami dosežemo čim večjo sinergijo. Samo se opravičujem, če sem predolg, samo še glede telekomunikacije, dovolj dolgo sem že v ZDA, 3-4 leta bo na najbolj tehnološko naprednem delu področja, to je širše področje Bostona, in bomo povedali, da 2-3 oligopoli v Telekomu ne delujejo dobro. Ne vem, dragi je PhD iz MIT-ja, mogoče že malo pozabil, ampak tile ameriški oligopoli v Telekomih so zelo dragi, niso tako kakovostni, kot mi mislimo, tudi naše storitve telekomunikacijske in tudi tehnološke so bolj napredne. Tisto, kar govorimo v Evropi, ni fragmentiranost, ampak je decentraliziran razvoj, ker potrebujemo stotine dobrih univerz, če želimo celovit evropski kakovosten razvoj na celotnem področju in ne ga koncentrirati mogoče samo na nekaj elitnih inštitucij, nekaj elitnih kapitalskih krogov, tako kot si Marek Dragi predstavlja. Hvala lepa. Ja, to Gašparič. Samo nekaj, kar me zanima, kaj boste še tu komentirali. To, kar je omenil dr. Nahtigal, treba pa narediti tudi nek temeljni premik v evropski zavezanosti financiranja. Našla sem podatke, da trenutno recimo države Evropske unije namenjajo le 2,2% BDP-ja svojega. Izrael recimo 5,73%, Južna Koreja 5,22%, Združene države 3,64%, Japonska 3,30% in Velika Britanija 3,19%. Tu se seveda lahko vidijo take ranljivost, recimo nekaterih okolij, to, kar je dr. Nahtigal omenil. Kakšno je recimo stališče ministrstva? Ja, hvala lepa. Najprej samo drobno komentar. Vse v glavnem se strinjamo, jaz ne redim, da je tisto boljše, jaz sem bil kritičen od tega. Ampak dejstvo je, da če imaš ti oligopol 3 operaterjev, imaš na voljo blazno denarja, ki ga lahko investiraš kamorkoli želiš. Vse ne pravim, da je to vredno, ne pravim, da bo to družbeno koristno, mogoče tudi ne bo drago, državljani ne bodo profitirali, evropski razvoj boljši, ampak tehnološko pa bodo sigurno lahko hitreje posegali neke cilje in iskali neke rešitve in prišli do neke tehnološke rešitve, ki bo potem nam na voljo, ki bomo potem pa
potem pa morali kupiti. Ne. Jaz sem zagovornik decentraliziranega razvoja, definitivno, ne. Vendarle pa mora biti ta fragmentacija presežena na tak način, da moramo biti veliko bolj koordinirani. To, kar se dogaja, mora biti še najbolj na področju znanosti, znotraj ERA, tako imenuje European Research Area. Mislim, da ne vem, če je katero področje, če se v katerem področju tako pogovarjamo kot o področju znanosti. Ta trenutek govorim na svetih v Bruslu. V izobraževalni politiki zagotovo, v urejanju trgu dela zagotovo, dobro, mogoče v uniji kapitalskih trgov, ampak v kakšnem smislu o znanosti? O znanstveni politiki, da so inštrumenti posamezne države, razvojne politike posamezne države medsebojno koordinirane in usklajene s tem, kar počne Evropska komisija. Zdaj, če se samo za trenutek ozrem na bitko za talente, to je stalnica celotnega zagotovo 20. stoletja. Ves čas smo se borili za talente. Bom omenil to je zdaj sicer nekoliko v nasprotju s tem, kar kolega Nahtigal pravi, ampak po drugi svetovni vojni, ko je bila Evropa v ruševinah, so vse pametne glave še dodatno bežale v ZDA. Itak so že iz Nemčije prebežali v 30 letih in grozil je pravi exodus. In takrat so se nekateri raziskovalci, nekateri politiki pogumno skupaj odločili, da potrebuje Evropa, če želi biti znanstveno in posledično tudi družbeno konkurenčna, en močen laboratorij. Kaj še privlači raziskovalce? Vsi kriteriji, ki jih je kolega Nahtigal omenil, poleg tega pa še eno dejstvo, da boš delal skupaj z najboljšimi na najprestižnejših projektih in da boš delal najbolj odlično znanost. Zakaj greš na Stanford pa na MIT? Zaradi tega, ker so tam najboljši in želiš delati z najboljšimi. Zakaj ne greš, ne vem, kam v jugovzhodno Evropo? Je zaradi tega, ker pravzaprav tam ni. Pa tudi, če bi bili materialni pogoji idealni, tudi če bi ti dali na voljo sredstvo za raziskovalno opremo, karkoli, tja pač ne bi šel, zaradi tega, ker ne bi mogel, ker ne bi pritegnil takšnih širokih ekip. In zaradi tega so potem v drugi svetovni vojni se odločili napraviti največji svetovni laboratorij za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev v CERN, v Ženevi, na švicarsko-francoski meji. Mimogrede, lahko smo ponosni na to, je pravzaprav priznanje celotni državi, naši ne samo znanstveni politiki, našim raziskovalcem, našemu gospodarstvu, da bomo postali polnopravni člani. Vsi postopki, tako na strani CERN-a kot nacionalni postopki, so že zaključeni. Člani bomo postali 22. junija, ko je določen rok preteče, in 3. junija bomo ponosno dvignili zastavo v Ženevi. No, in zakaj so se odločili ustanoviti CERN? Zaradi tega, ker so vedeli, če bomo vsi skupaj zgradili velik pospeševalnik in delali tako znanost na taki skali, potem bomo pritegnili ne samo fizike, potem bomo pritegnili inženirje, potem bomo pritegnili vse mogoče raziskovalce, zaradi tega, ker bomo gradili nekaj, kar še ni zgrajeno bilo nikjer na svetu. In to pravzaprav ne pomeni centralizacije, to pravzaprav pomeni nek skupen projekt vseh držav članic, kjer se odločimo, da bomo pravzaprav pa se odločili narediti nekaj drugega. In to je tudi zdaj, dragi tudi omenja eksplicite CERN v poročilo, pravi, to je eden izmed takih primerov, pa jaz se s tem strinjam, pa res sicer nisem zagovornik centralizacije, kjer lahko pa vsi skupaj pravzaprav strnemo resurse, kajti ideja CERN-a je, da bi obstoječi 27-kilometrski pospeševalnik nadgradili, da bi zgradili novega 90-kilometrskega, to je blazen projekt, tudi 10-15 milijard frankov skale, seveda nobena država sama tudi ne zmore, ampak če se lotimo nečesa takega, to je projekt take skale, ki bo trajal do leta 2080 in ki bo spet pritegnil vse mogoče resurse. Pa še nekaj tovrstnih projektov v Evropi. In ti projekti imajo dokazano blazne, rečemo, spillover efekte na vse področje. Se poznate od interneta do zaslonov dotik pa takih reči. In to je ena izmed možnosti. Zdaj, druge možnosti pa seveda so čisto konkretne, take, kot je kolegica omenila na osebni ravni, pa podprto z nekimi sistemskimi ukrepi. To bi rače omenil, mi dejansko ne vemo, kaj se zdaj dogaja. Čisto kot zanimivost, opomba po črtu, dobili smo poročilo vseh atašejev, ki jih imamo v Bruslju, vsi so po svojih kanalih poizvedovali, in bom rekel, nek bottom line je, da pravzaprav ne vemo čisto točno, kaj se dogaja. Zaradi tega, ker uradništvo je bilo marsikje odrezano, odpuščeno, stiki pa so potem pravzaprav na neki bolj individualni ravni, in je veliko dezinformacij, ampak napačnih informacij. Skratka, realna slika tega, kar se zdaj dogaja,
je še neznana dejstvo, pa je, da nekega množičnega povpraševanja pa tudi mi na ministrstvu ne zaznavamo. Smo pa rekli zaradi tega, da pač ne izumljamo novih ukrepov, novih inštrumentov, ta trenutek povezavi tudi s plačno reformo vsem inštitutom in univerzam, da kolikor bi bil pri komerkoli interes, ne, povabite ga, bomo že to post festum urejali. Sredstva za to so zagotovljena, ne, pred par tedni je bila celovita sprejeta znanstveno-raziskovalnega zakona, ki zagotavlja 1,25% BDP-ja za znanost. Tudi odgovor na vaše vprašanje, ne, v zvezi z vlaganjem. Tega se vsi zavedamo, vlaganje bo treba povečati, ampak ni dovolj samo povečati vlaganje. Kot sem prej rekel, ne, če vsaka država potem pa svoj odstotek namenja en temo, imamo na področju biotehnologije, 30 centrov, ki delajo podobne stvari, je relativno nesmiselno. Ne. Smiselno je to zagregirati, se skoordinirati in skupaj naslavljati neke poteze. In to po mojem precej dobro počnemo, ampak kot pravijo, there is always some room for improvement. Pravzaprav najbolj bi morali delati na koordinaciji, ne, nacionalnih in evropskih inštrumentov. In tudi znotraj ARIS-a to poskušamo, recimo več komplementarnih skem česa takega. Ne. Nekdo, ki je dober na Horizonu, recimo nekdo, ki je apliciral za ERC, pa ga ni dobil, pa je dobil dobro oceno, vse nima smisla, da bi se spet prijavljal na ARIS in kaj takega. Ne. Dajmo mu financirati novi projekt. Ne. In spremembe znotraj ARIS-a grejo točno v to smer, ne, da se spodbuja ljudi, da k večji internacionalizaciji nekaj aplicirajo, k sodelovanju s tujino, k agregiranju vprašanj, talentov, ne, in potem bi mi to financirali. Ne. Bolje, kot da nagrajujemo posamične projekte, ki prihajajo na ARIS. Ampak niso pa vsi takega mnenja. Ne. Marsikdo znotraj naše sfere odkrito na srce bi pa rad, en velik razkriz o temeljne projekte znotraj ARIS-a. Se pravi, miselnost je prodala skupaj. Miselnost prodira, rečemo. Prodira, no. Ampak je pa, mislim, privlačno slišati, minister Papič dosti poudarja, da toliko denarja, ki ga je za znanost tej vladi, uspelo ministrstvo pridobiti, da nikdar še ni bilo, recimo, v zadnjih 30 letih, ker imamo državo pri 30 letih, toliko denarja. To se pravi, da so nastavki pozitivni. Ja, to absolutno, ne, po mojem je prav, da se vlada s tem pohvali. Res je, denar je toliko, kot zdaj, ga še ni bilo, direktor bo prekinil. Mislim, da je treba tudi povedati, da je Kemijski inštitut izmed vseh inštitutov v največjem investicijskem zamahu, ima največ investicij potekajočih oziroma če načrtovanih, ne, predvsem izključno zaradi lastne znanstvene odličnosti, del denarja je pridobil tudi na zelo kompetitivnih evropskih razpisih za to vrstne razpise. Ampak vse skupaj seveda je denarja bistveno več, lahko smo zadovoljni. Meni se zdi poudariti pomembno še nekaj, ne. Saj ni samo masa denarja, seveda je masa denarja ključna, ne, pa govorili smo o fragmentaciji na tem, ne. Pomembna je tudi stabilnost in pa predvidljivost. Nam nič ne pomaga, če imamo mi zdaj, če bomo imeli drugo leto 700 milijonov, ne, če bomo imeli leto 27, pa recimo samo še 500 milijonov. Ne. Kar je bil največji problem tega sistema, to smo se znotraj Kosrisa veliko o tem pogovarjali, kar je bila največja bolj, oziroma mi razmišljamo, tako še preveč o našem sistemu na podlagi izkušenj, in to čisto normalno, seveda na podlagi izkušenj zadnje finančno-gospodarske krize, ko je prišlo do blaznega znižanja sredstev. Ne. In znanost, ki se kosovno financira, ne, utrpila blazne posledice. In zato, moje, vsaj tako pomembno kot večanje sredstev, tudi, so tisti zapisi, da zdaj bomo v 13. členu zakona, ki zagotavljajo stabilnost in predvidljivost sistema. Se pravi, da vemo, s koliko denarja bomo razpolagali, ta denar je stabilen, se pravi, da lahko inštituti, univerze, razumno načrtujejo, razpolagajo s tem denarjem in se razvijajo. Ne pa da zaposliš mladega raziskovalca, pa mu ne moraš povedati, kaj se bo zgodilo pa čez 4 leta, ko bo doktoriral. To je največja potrata denarja in to se je dogajalo dejansko, ne, to se je pa 20 let dogajalo. Doktor Andrluh, kako vi gledate na te stvari, recimo, ker smo pregovorili skozi, recimo to širjenje, recimo, področja, ne, in privabljanje tujih znanstvenikov, če bi eventualno prišlo do tega? Mislim, da je bilo odprto zelo veliko dobrih istočnic.
Naša izkušnja je točno to, kar je dr. Nahtigal povedal. Zelo sorazmerno, enostavno je pridobiti mlade ljudi, ki so na začetku kariere. Mi imamo 20% tujcev na inštitutu dela, prihajajo iz več kot 30 držav, ampak skoro vsi so ali doktorski študenti ali pa mladi postdoktorski raziskovalci, se pravi, da imajo prvi postdoc pri nas. Zelo težko je angažirati neke zelo dobre raziskovalce in kadre. Kako mislite težko angažirati? Že uveljavljene? Težko že uveljavljene, to velja tudi za Slovenci, ki delajo v tujini, ki so se uveljavili, ki so že neko kariero ustvarili, takih ne boš dolgo na en projekt, tako zelo grobo rečeno. Potrebno jim je zagotoviti laboratorije, prostor, neke večje, te začetne package, se pravi, nek začetni startni sredstva za začetek tega dela pri nas in tako naprej. Tudi stanovanje je faktor in tako naprej. Partnerji njihovi, take stvari je težko zagotoviti v našem sistemu še zaenkrat. Dobro je, da obstaja zdaj, da je ministrstvo, moram reči, da najprej to, glede sredstev. Res je, živimo zdaj za znanost, so zelo dobri časi v Sloveniji, res se sredstva zvišujejo, zakon je bil sprejet, ki daje, zdaj že 4. leto izvajanja zakona, zdaj ni več ampak daje raziskovalnim organizacijam, predvsem javnim raziskovalnim zavodom, predvsem več avtonomije, kot smo jo imeli. To je, jaz mislim, da treba povedati in da je to zelo pomemben korak pri, tudi kar se upravljanja tiče po tem zavodu. Tudi v bistvu mi imamo zdaj na razpolago orodja, s katerimi lahko res naredimo te inštitucije še bolj atraktivne, še bolj okretne v smislu upravljanja in delovanja. Jaz mislim sicer, da nismo čisto ponotranjali teh vseh možnosti, ki jih novi zakon omogoča, da to je pač proces, ki bo tekel nekaj časa. Večkrat je bilo izpostavljeno odgovorcev, da so za te stvari potreben čas, za inoviranje potreben čas. Jaz se najbolj bojim tega, da bo ravno to, da bo potem zdaj potek res velikih naporih ministrstva, ki so mogli pripričati in predsednika vlade in druga ministrstva, predvsem ministrstvo za finance in tako naprej, da bomo v kakšni drugi konstelaciji, to ne bo več prioriteta in da bo res prišlo do tega, da bo morda do kakšnega znižanja sredstva. Zato je to krasno, da so te varovalke vključene noter. Tako da jaz mislim, da bodo, to smo se tudi včeraj malo pogovarjali o tem, da bodo vidni prvi te rezultati povečanih vlaganj zdaj čez nekaj let. Tipično je, da ko nekaj začne delati, da traja 5 ali več let, da se vidijo neki rezultati. In to bi mogli imeti mi tudi pred očmi, ko bomo kakršnekoli ukrepe izdelovali, predlagali, uvajali, tako v Sloveniji kot v Evropi. Nič se nam bo zgodilo čez noč. Evropa je bila večkrat omenjena, kaj je pri nas v Evropi dobrega, na tem je treba graditi in dograjevati te mehanizme. Evropski raziskovalni svet je fantastična stvar, ki ima Evropo. Res tiste najbolj ekscelentne znanstvenike nagrajuje s temi projekti. Evropski raziskovalni svet je sam naredil analizo vpliva na družbo teh raziskav in so ugotovili, da velika večina od teh ima takojšnje neposredne učinke na družbo, takšne in drugačne. To je treba nadgraditi. Treba je to nadgraditi v tem inovacijskem, podjetniškem smislu. Evropski inovacijski svet je bil v zadnjem okvirnem programu ustanovljen. Prvi razpisi so pokazali blazen interes za tovrstne projekte. Kako ti inovacije pelješ bližje nekim produktom, storitvam, bližje trga. Na tem je treba graditi. Jaz mislim, da tukaj je ta ključna razlika, teh sploh nismo še govorili, ampak ključna razlika med Evropo pa Ameriko je podjetništvo. Kako oni podjetništvo delajo, kako ga oni razumejo, ali kako ga mi razumemo.
tam so veliko bolj drzni, tam so veliko bolj dovzetni za napake, ne. Iz napak se učijo, ne. Mi smo pa zelo ziheraški in bomo šli podjetje samo, če bo enih 100 nekih varovalk odkljukali, da bo podjetje uspelo, potem pa gremo in ga ustanovimo, ne. Ta mentaliteta je čist druga, drugi finančni mehanizmi so, oni imajo celo finančno industrijo, ki podpira tovrstne projekte, ne, skladi tveganega kapitala, ki jih mi v Evropi nimamo, ne, in pri nas se dogaja to, da podjetja evropska, visokotehnološka, ki so osnovana na podlagi nekega znanstveno-raziskovalnega dela inoviranja, v neki fazi grejo v Kalifornijo, zato ker tam se lahko naprej razvijajo in na te pozne faze razvoja in dobijo zadostno financiranje za to. Ne. Tako da, če govorimo o konkurenčnosti, ni samo znanost, ne. Znanost mislim, da zdaj je zelo sensibilizirana tako javnost kot politika in mislim, da gre v pravo smer. Ne. Tudi včeraj minister na prireditvi povedal, ne, zdaj, da te zadnje razmisleki glede okvirnega programa gredo nekako v smeri, kot smo si ga predstavljali znanstveniki, ne, in je prav, da tako ostane, ne, da se nadgradi, finančno obogati, ne, in tako naprej. Ampak mislim, da ta del, tako kot v Sloveniji tudi manjko inoviranje podjetništva, ne, tudi na tem moramo graditi, ne, in tudi Evropa bo morala tudi tukaj v tem smislu imeti zelo velik spodbud, mogla ustvariti neko stimulativno okolje, da bodo ljudje se odločali za take stvari. Doktor Jan Figal odhaja, pa bi ga rada še tole vprašala. Poglejte, koliko je recimo tega, kar je gospod direktor rekel, ne, smiselno oziroma že involvirano recimo v neke projekt recimo razvoja Evrope, tudi konec konca Slovenija, ne? Če hočemo postati najbolj zdaj, ker je taka pač priložnost, ne, inovativna družba. Odprta znanost. Ja, hvala lepa. To je gotovo potrebna širša razprava o strategiji nacionalnega razvoja. V času nacionalnega okrevanja in odpornosti mislim, da je bilo opravljeno premalo razprave o priložnosti, ki se ponujajo, tako da v tem trenutku nekako se ti projekti razvijajo bolj po inerciji kot v smislu neke celovite razvojnih strategij in politik, tako da bi jih morali vse skupaj, mislim, da veliko bolj združiti in tudi poiskati institucije, nove tudi institucije, kot so javni skladi tveganega kapitala, za bolj uravnotežen dolgoročni vključujoč razvoj v Sloveniji, tudi bolj inovativen, kot v tem trenutku kot poteka v nekaterih vodilnih evropskih državah in regijah, kot so recimo Danska, Finska. Tako da ne mislim, da bi jih morali kopirati, ker je to neizvedljivo, ampak moramo biti tudi sami veliko bolj institucionalno inovativni, kar smo morda v preteklosti nekako puščali ob strani in samo preveč kopirali. Bi pa mogoče samo še dve stvari na kratko, kjer pa se bo tale udar na znanost v Ameriki gotovo poznal. V času Bidenove administracije se ogromno investiralo v obnovljive vire in v spopadanje s podnebnimi spremembami, raziskav, projektov, tehnoloških prebojev in ti so sedaj ostali na pol poti brez denarja, tako da so vsa področja, ki so povezane z obnovljivimi viri, s podnebnimi spremembami, so področja, kjer bi veljalo mogoče te že dognanja mogoče bolj povezati ali približati tudi slovenskim razmeram o vprašanju spopadanja s podnebnimi spremembami, z zelenim prehodom, z obnovljivimi viri, morda ne samo na znanstvenem področju, ampak tudi tehnološkem, tudi pritegniti start-upe, ki v ZDA v tem trenutku nimajo nobene podpore, pa bi lahko dobili morda tudi v Sloveniji ali pa širše v srednjeevropskem prostoru. To je eno področje, ki ga vidim kot eno nišo, širšo, v okviru nacionalnega in evropskega razvoja. In druga stvar, ki je počasi pozabljamo v tem elitnem diskurzu ameriške univerze, da se velik del znanosti raziskav odvija tudi izven tako imenovane Ivy League, teh najbolj naprednih univerz, kjer se v bistvu v resnici razvoj lokalnega in regionalnega ameriškega razvoja poteka s pomočjo ameriških javnih univerz, o katerih mogoče manj slišimo in koledžev, so pomembni lokalni, regionalni centri razvoja na področju planiranja okolja, načrtovanja mest, infrastrukture in dajo mogoče včasih širšo, močnejšo družbeno vrednost in tudi so večja transmisija socialne mobilnosti kot pa te elitne globalne univerze. In tudi na tem področju mislim, da lahko v Evropi, da bi morali krepiti v resnici vse te institucije za javno dobro, za javne dobrine,
bodi si v okviru zelenega prehoda, kot sem rekel, ali pa tudi teh inovacij umetne inteligence za javno dobro, za izboljšanje storitve v zdravstvu, v socialnem skrbstvu in vse tiste dobrobiti, ki v resnici izboljšujejo kakovost življenja ljudi in tudi povečujejo njihove priložnosti za razvoj. Tako da vsi ti drobci elementi morajo biti skupaj nekako zloženi v takšen bolj celovit razmislek o slovenski nacionalni razvojni strategiji, kot imamo danes. Hvala lepa. Ja, dr. Gašper, zaprošam, da se nas prekinila. Ne, samo. Ja, izvolite. Ladies first. Hvala lepa. Jaz bi mogoče se obrnila na to, kar sta pač moja kolega povedala. Zdaj, najprej glede investicije. Zdaj, investicije velike ima seveda Kemijski inštitut, ima jih pa tudi univerza. Tukaj moramo vedeti, da univerza je dosti kompleksnejši sistem, dosti večji sistem in trenutno se investira v veterinarsko fakulteto, medicinsko fakulteto, prvi kampus in seveda fakulteto za farmacijo. In jaz sem bolj z tega biopodročja in strojno. Zakaj to omenjam? Ker v današnji razpravi, ko smo govorili, kako pritegniti ameriške raziskovalce, mogoče nismo še ustrli tega, da imamo v Sloveniji, saj če se na Slovenijo zelo vrnem, relativno omejene tudi prostorske možnosti. In da v Evropi in v Sloveniji je gradnja novih objektov, novih infrastrukturnih raziskovalnih objektov dosti bolj zapletena kot v ZDA. Mi konkretno na medicinski fakulteti bomo s tem novim kampusom prvič, odkar pomnim, imamo načrtovane prostore za gostujoče raziskovalce, da lahko nekdo pride in da bo imel laboratorij. Bodi si iz Slovenije, bodi si iz tujine. To prej sploh ni bilo možno. V Ameriki pa ti prideš svojo idejo, dobiš celo nekaj denarja in dobiš prostor. Tako da tukaj mislim, da imamo še kar mogoče na tem infrastrukturnem delu nekaj za narediti, ker mi pri infrastrukturi najprej pomislimo na opremo. In kar se raziskovalne opreme tiče, mislim, da je tukaj zelo stanje kar v redu. Potem pomislimo na ljudi, šele na koncu na prostore. Prostori zelo v teh novih časih so ključni. Mislim, da moramo razvijati, kaj šele, da bi koga novega povabili, če pa nekako ti osnovnih prostorskih možnosti ni. Ja, dr. Gašperič. No, se strinjate, zato pa mislim, da za zadnjih letih intenzivno poslavljamo. Tako jasno, da in opremne ljudi je treba nekam dati. Najprej samo kratek komentar direktorjevemu razmišljanju glede podjetništva. Sej pravzaprav za agencijo ARIS poskušamo ravno to, ker zaznavamo ta problem, zgraditi cesto od TRL 1 do 9. Pa če rekel, smo zelo dobri na TRL 1 do 3, pa če imamo nekaj izkušnji z dolino smrti, kako zgraditi viadukt preko in to naslavljamo, pa je še vedno družbeno največji problem, se strinjamo na zelo visokih TRL-ih in bom rekel na razvoju podjetja, mentoriranje tega podjetja, financiranje tega podjetja. Imamo pravzaprav en venture capital sklad imamo, ki se v to usmerja, kar je bistveno premalo. In bodimo realni, kaj so nam rekli v ZDA, takrat Z9 10 podjetij itak propada. Na to pa tudi mi v Evropi nismo pripravljeni, kar je v Ameriki nekaj samo po sebi omejeno. Zakaj mislite, da ta logika še ni nekako pri nas usvojena? Da to, kar ste rekli, od 1 do 6 ne gre, tudi 9 bi pa že moglo biti, ne vem, izdelki gotov, ne? Ne bi poskušal odgovoriti na to vprašanje, ker imamo zadosti časa, ampak to problem je tudi v podjetju. Če greste na dneve inovativnosti GZS-ja, predsednik GZS-ja Šimonka je na zadnjih dnevih inovativnosti sam priznal, to, za kar mi delimo nagrade za inovacije, so pravzaprav izboljšave. Zaradi tega, ker se podjetja pri nas so glavni komponentaši in pravzaprav ne želijo tvegati, želijo iti po varni poti, izboljšati nekaj, za kar vejo, da imajo trg. Ne želijo tvegati. Tudi tam se pa miselno spreminja. V določenih grostih, v določenih panovih seveda se miselno spreminja. In je to dolgotrajen proces, kot smo ugotovili. Zaenkrat pripravljenosti na tveganje še ni veliko. Bi pa samo še nekaj omenil. Direktor je izrazil to bojazen, seveda finančna situacija zdaj je v redu, varovalke v zakonu so zapisane, ampak tudi varovalke v zakonu ne pomagajo, če pride do neke velike krize, po mojem. Pomaga pa lahko nekaj drugega, kar se mi zdi zelo pomembno, pa je povezano z vašim uvodnim razmišljanjem o položaju znanosti, vlogi znanosti, zanikanju znanosti, kakšna je situacija pravzaprav pri nas.
to celovito novelo zakona, pa to se mi sploh ne zdi pomembno, ne, so soglasno podprli vsi socialni partnerji, gospodarske zbornice, sindikati, vladna stran, uskladili smo z vsemi ministrstvi, soglasno je potrdil državni svet in še bolj pomembno, prejela je soglasno podporo v državnem zboru. Prav vse politične stranke, vsemi smo se veliko pogovarjali, so pritisnili tipko za, so glasovali za zakon, kar meni ima ta zakon eno zelo široko podporo. Kakorkoli se tudi v političnem prostoru pa sicer glede marsičesa ne strinjamo, ne? Tudi glede tega, kako naslavljati mogoče podnebne spremembe, ne? Pa vendarle nekih zanikovalcev tega, kar se dogaja pri nas ni. In vsi se zavedajo, da znanost lahko ponudi odgovor in da potrebuje predvidljivo in stabilno okolje. To se mi pravzaprav zdi zelo pomembno. Kaj bomo naredili s temi rezultati, kako se bomo smerjali, seveda stvar politične odločitve, v končni fazi, kar je tudi prav, ne? Ampak to, da pa ima znanost svojo avtonomijo, pa stabilno okolje za delo, to pa je pravzaprav zaenkrat pri nas ustvarjeno. Zato jaz nisem taki alarmist in sem precej zadovoljen s klimo ta trenutek pri nas. Ampak kot kaže, neka sprememba te forme medijsa, ne, da podjetništvo, ali pa recimo, neka inovativnost, gre skupaj z raziskovanjem. Tesno. To, kar ste na nek način že povedali, ne? Ja, seveda gre, raziskovalci smo navajali, da članek zavrnejo, da ali to neka hipoteka preteklosti, ali kaj, da je to malo nek slabšalnik, kakor slišimo, nek slabšalnik. To trditi, ampak ja, se strinjam, jaz tudi vidim to paralelno. Raziskovalec je po definiciji smo neuspešni, ker ti zavračajo projektne predloge, zavračajo ti članke in tako dalje. Posel bi moral biti pa enako. Lahko sem pa mislil o podjetništvu pa o infrastrukturi še. Jaz mislim, da je to dediščina preteklosti. Pri nas ne sme nihče izstopati ven in Bog ne da nekdo, en privatnik dobo 1 evro javnega denarja. Spomnite se, kakšen cirkus je bil s Pipistrelom, ko so dobili neke subvencije, ali pa z Beer Separations. Beer Separations se je prodala za primerljive zneske, kot se je prodalo 100-krat večje in po obsegu prihodkov 100-krat večje drugo slovensko podjetje. Mi imamo v Sloveniji krasne primere, Pipistrel, Beer Separations, podjetij, ki so se razvijala v našem okolju, sicer počasneje, kot bi se, če bi bilo okolje bolj urejeno, ampak rezultati so pa izjemni. To so visokotehnološka podjetja, kjer je znanstveniki so zaposlovali, raziskovalci so imeli. Pipistrel je, mislim, da prvič celo po številu patentov, bilo to bila zdaj ta lestvica nedavno objavljena. Jaz mislim, da neka pametna strategija slovenska, seveda ne može samo na teh podjetjih graditi, ampak to bi morala biti neka taka srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi izdelki. Mislim, da je to ena priložnost za Slovenijo, ker smo podjetni, imamo znanje in tovrstne niše lahko zelo dobro naslavljamo. Tukaj imamo dva krasna primera. Mogoče sem še glede infrastrukture, da samo to dodam, se strinjam popolnoma z kolegico. V bistvu smo v enem zelo zanimivem času, čez 5 let bo ta krajina slovenska, visokotehnološka, čisto drugačna. Farmacevti bodo imeli svoje obrate zgrajene, farmacevtska industrija, to, kar se dogaja zdaj trenutno v Sloveniji, je izjemno. To se sploh ne da z nekimi presežniki opisati, kaj vse se zdaj gradi, kakšni centri, kakšne produkcijske kapacitete za tista najbolj perspektivna zdravila imamo mi zdaj tukaj v Sloveniji in jih nimamo nikjer drugje v Evropi, recimo. Tako da, kar se bo na univerzi zgradilo, kar naš inštitut te infrastrukturo, kar se izvaja, kar imajo druge načrti, to bo res prezrugačilo to krajino. Veliko več možnosti bo za dodatne neke raziskave z obe novih področji. Tudi mi imamo s tem probleme, jaz nimam kar nekega, še te raziskovalci, ki prihajajo slovenski iz tujine nazaj na inštitut delati, imamo velike probleme, kam jih umeščati znotraj inštituta, ker je enostavno premalo prostora. Inštituti so bili malo zapostavljeni v samostojni Sloveniji, mislim, lahko na prste ene roke prešteješ investicije v raziskovalne inštitute, tako da se mi zdi zelo fino, da nekako smo prišli do tega, da se tudi na tem nivoju zdaj vlaga in da se podpira neke take ideje. Tako da zato smo res zelo hvaležni in verjamem, da bo to, kar zdaj počnemo, res močno odprlo možnosti Slovenije in tudi Evrope na določenih področjih baterije, tehnologije, genske celične terapije in tako naprej, kar poskušamo narediti.
No, sam podverjam, da tudi na univerzi do sedanjega obdobja ni bilo prav velikih gradbenih projektov. Mi še vedno rečemo nova medicinska fakulteta, ki je stara 35 let. Ja, Če lahko mogoče še samo stavek o tem, kako znanost, znanstvene dognane raziskave, inovacije potem prenesti v podjetniški prostor. Tukaj vsekakor je sistematična podpora države zelo dragocena v obliki javnega sklada tveganega kapitala, lahko je ena takšna institucija, lahko so državne pomoči, ampak ko takšno podjetje na trgu res uspejo, potem ni nič narobe, oziroma je tudi prav, da en del tega dobičkov in uspeha se vrne nazaj v javni sklad kapitala, da lahko podpira nove startupe, nove mlade podjetnike, se pravi nek revolving fund, ki je tudi nekaj, kar pozna Silicijeva dolina, kar delajo uspešne regije v Evropi, avstrijska Koroška je izjemno napredna in še bolj propulzivna, mogoče kot velik del drugega področja, tako da ne smemo gledati samo, kaj počnejo Ivy League, ampak mislim, da moramo gledati tudi uspešne evropske regije, ki so zelo napredne, in pa velike državne banke ali pa tudi mednarodne banke ne podpirajo drobnega malih podjetnikov, startupov, so zelo veliko raje financirajo z državnimi garancijami podprte velike državne projekte, ne financirajo, pa ne iščejo mladih, inovativnih podjetnikov, podjetnic, da bi jih podpirali za to potrebno. Potem se ukvarja Joseph Stiglitz, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, ki je napisal odlično študijo o tem, kako lahko Evropa okrepi pravzaprav ta inovativni svoj potencial in pravi, da so v bistvu majhne, lokalne, srednje velike banke, ki pravzaprav po Sloveniji tudi več nimamo, zaradi velike koncentracije in centralizacije nad prodaje, so lahko pomemben nosilec lokalnega in regionalnega razvoja za mlade podjetnike, startupe, lokalno okolje in tega vsega primanjkuje. Tako da bo potrebno še veliko več, kot rečeno, institucionalnih inovacij, da bomo res lahko spostavili to, čemu rečemo, vključujoča, trajnostno naznanje temelječa ekonomija in družba. Ja, tam premik v glavah je potrebno, da prideš do tega, kar ste rekli, da to tudi na lokalnem nivoju, da zaznajo recimo to potrebo. Da je pomembno vlagati tudi v znanost, uspešna podjetja in tako naprej. Ker zelo veliko govorimo o podjetjih, o podjetništvu in seveda to zelo podpiramo. Ampak, ko pa pridemo mi na polje medicine, je pa tukaj vseeno krajina je drugačna. Zdaj, v inovacije v medicini, raziskave v medicini, tega se ne da vsega direktno v podjetništvu. Se pravi, recimo neka nova diagnostična metoda, nek nov biomarker, to je treba nekje začeti, potem je to odnos do človeka, ki je v medicini zelo pomemben, se pravi medicina in humanistika. Tako da zagotovo podjetništvo, zelo potrebno za vsako družbo. Ampak na drugi strani, pa kadar mi govorimo o teh končnih uporabnikih, stakeholderjih, je pa tukaj medicina pa zdravstvo nekje vmes. Mi nismo industrija, neka bolnica ni industrija, lahko seveda ti tekom procesa prideš tudi do produkta, nekega kompleta za testiranje, nekega biomarkerja, ki se da komercializirati, ampak tega je mogoče 10-20%, 80% je pa drugačno vrste delo. Tako da to, da recimo klinične ustanove ali pa celotna medicinska sfera ni končni uporabnik, to ni prav. Samo to ni problem v Sloveniji, to je v splošnem, ker se medicina pač v zdravstveni sektor financira iz javnega denarja. Tako da tukaj moramo tudi mogoče še z druge strani pogledati, seveda, sem subjektivna, ker prihajam z medicinske fakultete, ampak so tudi raziskave, ki so lahko vrhunske, ki ne morejo pripeljati do produktov, so pa v veliko dobro človeštvo lahko, oziroma vsega tudi ne moreš zreducirati na to, vse obstaja reklo, nova, moderna medicina je draga medicina, uspešna medicina je draga medicina. To sami vidimo, kako se zadeve razvijajo, recimo, če pri enem zdravilo ali pa pojavu neke, recimo, epidemija, karkoli, Samo krat, vse tega se zelo zavedam. Meni se zdi zelo prav sicer, da smo naslovili ravno problematiko podjetništva, zaradi tega, ker je to res en kritičen problem, ampak tukaj smo trije sedeči, ki prihajamo iz znanstvenih disciplin, katerih končni družbeni cilj ni podjetje oziroma ni nek tržni izdelek, ampak neka
če rečemo, družbena inovacija, bodi si v odločevalskem procesu, v zdravilu, karkoli takega. In tudi to nastavljamo, tudi preko inštrumentov ARIS, recimo velike jezikovne modele, kaj takega, to bo vse odprto dostopno, da bomo imeli veliko umetno inteligenco, ki bo tudi v slovenščini spodobno delovala in take reči. Družba bo od tega profitirala. Jaz celo osebno mislim, da so družbene inovacije bistveno bolj spreminjale svet kot tehnološke. V 16. stoletju je en teolog nabil 95 desna vrata, pa se je končal srednji vek, pa vrko se svet iztečali dobro. Če ne bi bilo tiska tehnološke inovacije, se ne bi tako hitro zgodilo, ampak vendar. No, pa tudi to te stvari je treba poznati pa vedeti, a ne? Ker recimo se dosti tudi spregleduje. Jaz bi recimo v koncu sem še vprašala vas tole, recimo neka aluzija na zadeve, ki so se dogajale v Ameriki po vojni, ne? Takratni predsednik je bil zelo zagret za znanost in je dal ingerice svojemu kolegu ali kogarkoli, znanstveniku, da uredi, mislim, nek danes rekli, ne? In seveda iz tega, in seveda ogromna sredstva so šla. Tudi tam se ni gledalo na tak način. In seveda peljali so leta in desetletja, tako kot recimo zdaj pravimo, da mora več aparata inovativna. In bilo je seveda ogromno inovacij in tehnologija, ker so pa danes sestavni del tega sodobnega življenja, se pogledajte, kaj imamo. Nastal je internet, Google iskalnik, GPS, magnetna resonanca za medicino, in pa še kaj drugega. Zdaj pa se že nekako kažejo take škodljive posledice, če lahko recimo eni taki posegi v znanost, v razvoj znanosti, lahko zavrejo to. Pa se mi tega zavedamo. In mislim, da recimo tudi takih razprav, kot je bilo danes, na nek način ozavešča ljudi. Kaj je to? Zakaj je to pomembno? Čeprav recimo včasih se tudi kakšna slabšala misel prikrade. Ampak naravnanost v to, da je znanost seveda vodilo in pa rešiteljica, kot se tako reče, sodobne družbe in sveta. Mislim, da ameriška javnost zelo dobro nekako ceni znanost. In tudi recimo v njihovih medijih, to že pred desetletji nazaj, ni bila znanost, ne vem, 3 strani v časopisu, ampak to so bile dnevne novice na prvi strani. Skratka, pri njih je ta znanost, predvsem medicinska znanost, biomedicinska znanost, je nekak del njihove identitete. Zdaj, to, kar se zdaj dogaja, to pač moramo vedeti, da je trenutno izjemno konzervativna politika in da ljudje, ki zagovarjajo znanost in ki so zdaj priča tem rezom, vsi pravijo, da 4 leta, da se bo dalo preživeti, da bo škoda, ampak nekako vsi pričakujejo, da je to zdaj neko kratko obdobje in da bo potem nekako Amerika spet zacvetela. Zdaj, škoda bo narejena, ampak kot smo na začetku omenili, je težko zdaj napovedati kakšna. Težko je napovedati, ker pravzaprav imamo premalo informacij, kaj se reše. Samo ta univerza toliko, ne vemo, kakšne kadre. Zagotovo to ni dobro, ampak za posledice si jaz ne bi upala napovedati, da bo pa zdaj to neka katastrofa, zaradi napačnih odločitev. Res pa je, da je miselnost trenutno, pač volivcev, ki so v Ameriki tako zbolili, kot so, da je zelo konzervativna. In ne gre nam v prid nikomor, tudi ta grozna svetovna politična scena, ki boljše, da je ne omenjamo, ampak dejansko je neko zelo negativno razpoloženje v ZDA na splošno. Sredstva za znanost so se znižala in nekako politične odločitve niso da prave, tudi na drugih področjih. Je pa recimo to, kar ste vi izrekli, pa ne vem, če nekje dr. Nahtigal, vprašanja, povratka na staro ni.
Gotovo, da ne, ni možno replicirati. Vi govorite o obdobju New Deal Franklina Roosevelta, ki je pravzaprav izvedel obsežno socialno, družbeno, ekonomsko, infrastrukturno, tudi znanstveno rekonstrukcijo Združenih držav po času globoke depresije, ki je povzročila 35% brezposelnost v ZDA. Danes generirajo populizme tako v ZDA kot populizme v Evropi, velika nakopičena neenakost in izključenost velikega dela prebivalstva, prekarnih delavcev, mladih, ki iščejo priložnosti v naznani temeljiči ekonomiji, so tisti, ki ta nezadovoljstva nakopičene tudi dostopi do stanovanj, do vseh drugih dobrobiti javnih storitev, ki so vedno težji v celem velikem delu Evrope, velikem delu ZDA, so tisti, ki generirajo populizme, vzpon demagogov, s katerimi se soočamo, in bo potrebno najti nove načine, kako izpeljati obsežno družbeno, socialno, ekonomsko rekonstrukcijo v smeri bolj vključujočih, bolj trajnostnih družb po velikem delu neenakih evropskih regij, po neenakih ameriških predelih, ki se tudi zelo jasno izražajo v tehle sentimentih, o katerih govorimo, ki so protirazsvetljenski, ampak protiglobalizacijski, ampak iščemo pa tudi alternativne, kredibilne oblike razvoja globalizacije, nacionalnih razvojev. Mogoče so tukaj vso modeli, ki so inovativni, ki so lahko nek vir inspiracije, recimo Mondragon v Baski je ena zelo inovativna oblika, veliko bolj mogoče kot prekopirati Silicijevo dolino, česar ni izvedljivo, je pa tudi lahko tehnološko veliko bolj napredna, ustvarjalna, kot mogoče včasih Silicijevo dolina za dobrobit človeštva, tako da iščemo enostavno po vseh delih Evrope in sveta, velikega dela sveta, razvitega, razvijajočega se, globalnega juga, o katerem premalo razmišljamo, pa ima tudi negativne učinke na naš razvoj. Iščemo skratka nek globalni New Deal 21. stoletja, ki bo na novo nekako odprl priložnosti za vse tiste izključene dele družbenih skupin, mladih, propulzivnih družbenih skupin, ki danes enostavno nimajo dostopa do vseh dobrobiti, ki globalizacija odpira, omogoča predvsem za privilegiran del regij, multinacionalk, privilegiranega pravzaprav družbenega razreda in izločijo vse ostale. Skratka, iščemo globalna, nova razvojna zavezništva na bistveno širši ravni, bolj inovativni, kot je bil New Deal 20. stoletja. To je že na nek način tema, ki se bo v prihodnjih mesecih, najbrž kar letih odvijala. Jaz bi zdaj tu končala vašo plodno diskusijo, bi pa lahko pozvala še recimo občinstvo, ali kdo kakšno vprašanje za goste. Tu vidimo same mlade nadebudne raziskovalce, vaše raziskovalke. Mogoče jaz ne. Ja, izvolite. Da, moje ime je Maruša. Sicer imam samo vprašanje, glede na to, koliko vzporednic je bilo delanih. Ali je naš cilj Amerika? Ker bi rekla, da nekako vzor je bil narejen, zraven pa mogoče malo premalo pasti, ki prihajajo točno iz njihove mentalitete, če tako rečemo, oziroma pač rečemo družbene mentalitete. In me samo zanima, kje bomo pa mi te varovalke, oziroma če jih prepoznavamo, kje jih potrebujemo. Jaz začeti se vproščiti, ker jaz večkrat pravim, da imamo Ameriko doma. To sicer ne mislim v raziskovalnem smislu, ker je okolje še ni ponekod dovolj razvito, ampak zelo lepo ste to izpostavljali. Mislim, zdaj nismo mi tudi povedali, kakšen je ameriški način odnosa do dela in odnosa do privatnega življenja. Zdaj mi v Evropi se mi zdi, da zelo dosti bolj cenimo kvaliteto življenja. In moramo vedeti, da Američani so res izjemno uspešni, izjemno prodorni, ampak da tam je delo način življenja. In so seveda izjemni, ampak raziskava je zagotovo delo način življenja. Kaj mi pri nas raziskovalci seveda tudi, ampak ne v tako veliki meri. Tako da jaz mislim, da kaj bi mi lahko ponudili, da bi pokazali Američanom, da je Amerika tukaj, je predvsem, da po eni strani te njihove res odlične delovne navade
sicer prenesemo, ampak dodamo to, ker vendar človek je celostno bitje in mi potrebujemo pač tudi druge stvari, pač imamo privatna življenja, imamo hobi in tako naprej. Tako da jaz se popolnoma strinjam, da mi ne moramo kopirati. Ameriškega načina življenja ne moramo direktno preslikati na evropskega. To pa Američani, ki tukaj živijo, seveda večinoma zelo zadovoljni, ker pravzaprav ne vedo. Amerika je ogromna, oni so samozadostni, oni se z enega konca selijo na drugi konec in redko kdo pomisli, da bi se preselil v Evropo zaradi delovnega izziva. So izjeme, ampak so v manjšini. Tako da ne vem, če sem odgovorila na to svoje mnenje. Mislim, da smo po mojem precej jasno povedali, da nikakor ne kopiramo Amerike. Takšno iztočnico smo dobili in dejstvo je, da je Amerika na določenih področjih prva na svetu in pravi, da pogledamo, zakaj je tako. Vse, ko ugotovimo, zakaj je tako, zato ugotovimo, da po tej poti mi ne bomo šli. Če bi dobili za iztočnico Kitajsko, pa kako hitro Kitajska zgradi novo bolnico, pa novi inštitut, bi tudi lahko bili navdušeni, pa bi se potem odločili, da pa po tej poti pa vendar mi ne bomo gradili novih objektov. Tako da prav pa je, da pa pogledamo, kaj se po svetu dogaja in da ugotovimo, zakaj se dogaja, pa kaj bomo pa mi tukaj pa napravili. Se pa čisto strinjamo, mogoče je prav tudi čisto nič marsikaj napraviti, kaj je to čisto vredno. Hvala lepa za to vprašanje. Zelo na kratko, izzivi Evropske unije so, kako izgraditi vključujoče trajnostno socialno-tržno gospodarstvo, temelječo na socialnih stebrih, kakovostnega izobraževanja za vse evropske državljane, kakovostnega raziskovanja, kakovostne diseminacije dobrih praks, inovacij, dobrobit javno skupnega dobra in kako pravzaprav tudi na globalni ravni krepiti tiste stebre. Sedaj smo v času, to je bil uvod trgovinskih vojn, ki pa ne vključujejo resne razprave o kredibilnih alternativah globalizacije. Tukaj bi Evropska unija lahko in morala biti bolj propulzivna. Mislim, da bi moralo biti izhodišče razprave o alternativnih oblikah ali pa razvoju globalizacije, krepitev globalnih delovnopravnih standardov in delovnopravnih zaščit za vse delavce po vsem svetu, kar bi krepilo in izboljšalo tudi delovnopravni položaj zaposlenih in prekarnih delavcev tudi na Zahodu, krepitev okoljskih standardov za vse sodelujoče, da ne bo socialnega ali globalnega okoljskega dumpinga, ki bo potem zniževal pravzaprav konkurenčnost in nekako sprožil bitko k dnu, in pa tudi preprečevanje kakršnihkoli davčnih oaz. Ogromno denarja, ogromno kapitala se stika v davčne oaze, namesto v bolj vključujoč, bolj trajnostni razvoj, tako v državah prvega sveta, Evropske unije, globalnega juga, in tukaj človeštvo pravzaprav vse te razlike ali pa ločnice se poglabljajo in to je v bistvu ključni spopad, ni spopad sedaj populizmu demagogov proti avtokracijam, temveč iskanje kredibilnih alternativnih modelov, ki lahko Evropska unija odigra bistveno bolj proaktivno vlogo in iskanje teh družbenih inovacij, o katerih je kolega Gašperšič zelo lepo govoril prej. Hvala lepa. Še kdo? Pa mislim, da lahko zaključimo in ponudimo iztočnice recimo za kdaj prihodnje razmisle. Hvala vam.